Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci mlade slovenske reprezentance o predstavitvi seznama za Evropsko prvenstvo do 21 let na Slovaškem. V naši družbi toplo pozdravljam selektorja, gospoda Andreja Razdrha, in ga naprošam za uvodni komentar izbora. Lep dober dan vsem, lepo, da smo skupaj. Kar se tiče spiska, včeraj smo oddali končni seznam 23 potnikov za Evropsko prvenstvo, ki se bo odvilo na Slovaškem v mesecu juniju. Kar se tiče samega spiska, jaz moram povedati, da s tem spiskom že od, bi rekel, druge polovice meseca maja ogromno težav, ogromno nadomeščamo, ogromno odpadanja. Mislim, da smo kar parkrat spreminjali ta širši spisek. Tu na širšem spisku praktično ni kar nekaj igralcev, ki so bili prvotno mišljeni, pa potem tudi, ko je bil sestavljen prvi širši spisek, so igralci odpadali večinoma na račun klubskega svetovnega prvenstva. Že prej sta odpadla Marko Ristić in pa Jan Džapo zaradi hujših poškodb. Kasneje pa, kot je vam vsem znano, se pravi Nejc Gradišar zaradi klubskega svetovnega prvenstva, pa potem David Flakos Bosil zaradi napredovanja, v bistvu kvalifikacij dodatnih z Mursijo, špansko Mursijo za drugo ligo, kjer smo bili zopet limitirani in praktično se ni moglo nič narediti. FIFA termini od 1. do 10. ali od 2. do 10. junija. Končni in pa v bistvu najtežji udarec pa z Marcelom Ratnikom na prvi dan priprav. Tudi on je podpisal novo pogodbo z Alajnom, Alajn je udeleženec klubskega svetovnega prvenstva, tako da tudi tu nismo mogli nič in žal prvotne želje, prvotni načrti niso bili uslišani na koncu. Jaz verjamem, da smo izbrali 23 fantov, ki bojo želeli dati vse za Slovenijo, 23 kakovostnih borcev, ki bojo predstavljali Slovenijo na tem Euru maksimalno. Jaz sem že takoj na začetku priprav povedal, tisti, ki boste šli, tisti bojo nosili grb Slovenijo predstavljeni na tem velikem tekmovanju, tako da jaz nimam nobenih dvomov, da pa se je spremenilo marsikaj, se je spremenilo, ne samo glede imen, spremenilo se je glede načrtovanja, vse, kar je bilo pripravljeno, smo zamenjali, tako da daleč od tega, da bi bila situacija idealna, prav nasprotno, zelo, zelo naporna in zelo težka, kajti vsak dan, ki je minil, če se ni nič zgodilo, smo bili bolj zadovoljni, ker smo bili navajeni, da z dneva v dan je prišlo do odpovedi, do sprememb, do novih igralcev, tako da to je končni spisek, 3 fantje so odpadli, na zadnji dan pa verjamem, da in tudi dogovor je, da vsi 3 so še kako aktivni in še kako pozorni, kajti lahko prije tudi do naknadnih sprememb spiska, tako da ko bomo 12. v garderobi tistih 23, takrat bo praktično dokončno. Tako da, kar se tiče spiska, je to moja izjava, vse ostalo pa vprašanje. Hvala, Andrej. Gremo na vaše vprašanja. Prosil bi edino, če se lahko predstavite od postavitve vprašanja. Dobar dan, gospod selektor, Žan Libnik, ekipa. Omenili ste ogromno težav, ogromno odpadlih nogometašev. Kako je vse skupaj vplivalo na vzdušje znotraj ekipe? Morate vedeti, da v bistvu, ja, seveda, ko ta reprezentanca se je gradila 2 leti. Ta reprezentanca je dala marsikaj skozi. Ta reprezentanca, ta skupina fantov je bila prva v skupini pred Francijo, Avstrijo. V bistvu kemija med njimi, vsa ta gradnja skozi 2 leti in s takimi odhodi, predvsem nosilcev, zdaj govorimo o Gradišarju, o Ratniku, o Flakosu Bosilju, Ristić, ki se je na koncu praktično
v zadnjih teh tekmah zelo izkazal. Vse to vpliva, mogoče nek dvom, tisti dan zaseje, drugače pa ta povezanost med njimi, jaz moram reči, da za nami so fantastični dnevi prvega sklopa priprav. Iz ure v uro je to bilo manj pomembno in tudi na zadnji tekmi Slovaško se je videlo, da stvari se ne morejo pozabiti, ampak se pozabljajo zelo hitro in tisti, ki so v kadru, so tako zreli in tako povezani, da praktično, kar se tiče same energije, mislim, da nekih težav ni bilo, prav nasprotno. Na začetki, prvi 3 treningi so bili fantastični, tako da veliko presenečenje tudi zame. Že prej v pogovoru z individualnimi pogovori z njimi, pred zborom je bilo čutiti, da kome čakajo, da si želijo tega prvenstva, da vejo, kaj so naredili v kvalifikacijah, da je to zgodovinski dosežek in da jim nič ne more vzeti tega prvenstva. So pa te, bi rekel, enkratne spremembe vsakodnevno kadra malo vplivale, ampak zdaj to je, kar je in jaz samo upam, da bojo vsi zdravi odšli na Euro, da ne bo kakšnih sprememb. Kar se tiče vzdušja, pa lahko rečem, da je popolnoma enako, kot je bilo na vseh tekmah v kvalifikacijah. Še tole, rekli ste, lahko pride do naknadnih sprememb. Kakšna je situacija z Luko Topalovićem, koliko vas skrbi, da bi tudi Inter njega odpeljal na svetovno prvenstvo? Ja, Luka Topalović se nam je pred parimi dnevi pridružil, tudi on je zamujal zaradi finala Primavere. Ja, kar se tiče Luke, fant, ki si želi na Euro, fant, ki je absolutno, tudi včeraj so govorila po telefonu, maksimalno pripravljen in čaka samo Euro. Raje bi šel na Euro, okoli 10. 11. mislim, da se v Interju tudi so zamenjali trenerja, tako da tudi on nič ne ve. Jaz upam, da bo s tem, ko bo na seznamu za Euro, tudi signal njegovemu klubu, da praktično je Euro nekaj, kar je za Luko mogoče trenutno bolj pomembno. Postava Interja potuje na to veliko tekmovanje, številčna, tako da jaz upam, da bojo Luko pustili nam. Če se pa zgodi, da bo na seznamu in bo moral oditi za Ameriko, pa praktično je spet ista zadeva. Mi tu ne moremo nič. Jaz bi praktično tudi za vse ostale, ki so povedal, da sem naredil maksimalno, kar sem lahko, z vsemi imeni, z vsemi seznami, da pa na niti enega nismo mogli vplivati, je pa to tudi pač dejstvo. Živijo selektor Jože Korat, Dnevnik. Tekmovalni cilji se kaj spreminjajo s tem spremembami v ekipi, a so isti napredovanje v začelne boje? Ne, tekmovalni cilji so isti. Moja želja je, da bi prišli do tekme s Češko, ki bi jo na čem odločala. Se pravi, tekmovalno priti ven iz skupine, ena od 4 ekip, ki tekmuje za to, da pride v izločilne boje. Verjamemo, da nismo favoriti v tej skupini, imamo 2 zadnja evropska prvaka, to vsi vemo. Da pa je cilj priti ven iz skupine, absolutno, zato gremo tja. Koliko je realen, bomo videli praktično po prvih 3 srečanjih. Ne razmišljamo o tem, da vse te odpovedi pač vplivajo na končni cilj. Je pa res, da verjetno vsakemu moštvu, ko vzameš, tudi najboljšim moštvom, ko vzameš ključne igralce, je verjetno se nekaj spremeni, ampak to je nogomet. Mi odhajamo zares motivirani. Tudi tekma Slovaško nam je dala neke odgovore, potrdila, da pač spadamo med 16 najboljših v Evropi. In ja, tekmovalni cilji so isti, da pa bi si želeli iti v polni postavi, pa praktično brezpredmetno govoriti. A je forma taka, ki se je pričakovali, mislim, glede forme me zanima, glede na to, da se pa tukaj odpovedi ne smo improvizirati. Ja, zdaj jaz vam lahko povem, da praktično večmesečno delo, ki smo ga opravljali, je tako nekako, da prva tekma z Nemčijo popolnoma analizirana, narejena strategija, pa potem zadnji dan lahko praktično vse podatke, vse papirje vrže stran, kajti recimo zadeva okrog Marcela Ratnika je spremenila marsikaj. In strategijo, in način, in verjetno bomo videli spremembo sistema. Vse skupaj je vplivalo.
Tako da, kar se tiče pa same forme posameznikov, mi vemo, da je Svit Cešljar recimo v fantastični formi, da je bil v enajsterici Conference League. Tu je še nekaj fantov, Tio Cipot je prišel v zelo dobri formi. Je pa res, da so nekateri fantje močno utrujeni. Jaz verjamem, da bodo tudi ostale reprezentance imele te težave, ampak nam je nekako fokus tiste, ki so bili tako obremenjeni, nekako pripelja do prvenstva v maksimalni formi, kot so bili na koncu prvenstva. Nekateri so igrali manj spet spiska, tako da forma je različna. V globalu pa lahko rečem, da sem pozitivno presenečen nad prvimi dnevi priprav, ne glede na to, kaj se vse dogajalo. Pristop pravi, izgledajo dobro. Kako se bo pa to poznalo na Euru, pa je verjetno vprašanje tudi, mislim, da se bo vprašalo nekaj nasprotnika. To vedno poudarjamo. Če bi jaz lahko dejal, da je vse odvisno od nas, vam lahko rečem, da kolikor bo moče nas, mi bomo to dali od sebe in če bo možno, da bo vse odvisno od nas, bomo to tudi storili. Je pa res, da praktično igramo s tremi zelo močnimi reprezentancami. Kako vidiš te tri reprezentance, ki boš dal z njimi? Verjetno si naredil analizo, kakšen je tvoj pogled na njih? Ja, trije zelo različni nasprotniki. Nemčija, kar je neko opozorilo, Nemčija, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu, se pravi predprejšnji evropski prvak, na zadnjem evropskem prvenstvu izpadla že v predtekmovanju. Se pravi, to je tudi njim verjetno neko opozorilo. Nemčija, ki od tistega evropskega prvenstva ni izgubila niti ene tekme, se pravi 2 leti. Moštvo, ki je neverjetno uigrano, moštvo, ki ima ogromno individualne kakovosti. Moram reči, da zelo malo pomanjkljivosti, ko jih greš analizirati. Imajo pa slabosti, ki se jih da izkoristiti, absolutno, to bomo mi poskušali, da pa imajo individualno kvaliteto. Mislim, da ste si včeraj vsi pogledali polfinale Lige narodov, v kateri je centralni napadalec praktično po porazu zapustil in odšel na zbor U21 Nemčije. Tako da vemo, s kom igramo, se pravi Nemci prva tekma maksimalno težka, kot sem dejal, zanalizirana, potem imamo drugo, mogoče tudi poimensko, poleg Francije, najmočnejšo reprezentanco na Euru, reprezentanco, ki je sestavljena iz večinoma premier ligašov, Liverpoola, Newcastle, Arsenala, praktično zvezd, ki tekmujejo v premier ligi. Neverjetna individualna kvaliteta, mogoče malce drugača od Nemčije, ampak neverjetna hitrost, hitrost vsem, to je tudi tisto, kar sem vam jaz mogoče hotel povedati, da tu bo največji izziv za nas, hitrost in fizična in hitrost sprejemanja informacije, hitrost sprejemanja odločitev, reagiranja, to bo ključno na Euro, to bo največji izziv in to bo verjetno na prvih tekmah absolutno ta test za nas. Zadnje srečanje, to, kar bi si jaz želel, da bi odločalo o napredovanju, Češka, ki je v 2 tekmah izločila Belgijo v dodatnih kvalifikacijah, zadnjo tekmo Španijo odigrala neodločeno, tako da neka reprezentanca fizično zelo močna, taktično disciplinirana, odlična v tranziciji, tako da zopet nek nasprotnik in pa tretja tekma v 7 dneh, samo 2 dni pauze vmes med tekmami za razliko od članskega prvenstva. Utrujenost verjetno tudi tam bo malce večja, tako da jaz si želim, da bi ta tekma odločala, mogoče na papirju najlažje, ampak verjetno fizično in pa psihološko najtežje. Naslednje vprašanje. Ja, spremljamo. Mislim, tisti, ki so na svetovnem prvenstvu, vemo, da pri Nemcih sta Bayern in pa Dortmund, 2 igralca sta odpadla zelo kvalitetna iz Dortmunda. Potem Angleži, kar se tiče Angležev, tisti, ki so, mislim, da je Chelsea in pa ne vem, kdo je šel od Angležev, ampak mislim, da je, če ima kdo informacijo, Chelsea pa City. Igralec Cityja, McAtee, bomo videli, če je na spisku. Imajo vsi težave, samo
malce drugačne. Ne? Slovenija, vi veste, da Slovenija nima, lahko rečemo 40 ali 50 tako kakovostnih nogometašov, ki bi lahko nadomestili te izpadle. Angleži, Nemci, pa tudi Čehi imajo. Angleži so izvrteli več kot 40 igralcev v teh kvalifikacijah. Začeli z Colom Palmerjem, pa praktično dodajali tiste, ki praktično igrajo po 90 vsako tekmo za Premier ligaša. Tako da imajo tudi ti težave, ampak absolutno se to ne pozna tako, kot se pozna pri nas. Še kakšno vprašanje? Ja, glede na to, kar se dogaja v zadnjih dneh, na to ne moremo vplivati. Jaz vem, da se dogaja marsikaj, da se tudi tisti, ki so še v reprezentanci, kar dosti na telefonu. Absolutno je prestopni rok je podaljšan, mislim, da je tudi ta zdaj zaradi klubskega svetovnega prvenstva. Na to ne moremo vplivati. Jaz vidim v njihovih očeh praktično, da so oni zelo fokusirani, da vsaka objava je za nas praktično sedaj strah, kajti samo pogledamo, če je na svetovno prvenstvo. Ne? Če je klub na svetovnem klubskem prvenstvu, potem imamo dodatne težave in zares nas je to klubsko svetovno prvenstvo po domače povedano zmasakriralo. Ampak to je to. Jaz si želim, nekateri so rešili prestope že pred prvenstvom, nekateri so v fazi doigravanja, nekateri bo izkoristili svetovno prvenstvo kot neko generacijsko priložnost za to, da prestopijo v boljši klub. Tako da to je čisto normalno, ampak kar se tiče pa fokusa nekega njihovega, pa mislim, da tukaj ni težavno. Še kakšno vprašanje? Če ni več vprašanj, zaključujemo z novinarsko konferenco. Hvala vsem za udeležbo in se vidimo kmalu v Mariboru in potem tudi na Slovaškem. Hvala. Hvala za vaš obisk.